Preko planin, belih strmin, je vasica mala skrita pred očmi. Kot dar z neba, kot pravljica, tu med srečnimi ljudmi sem jaz doma. Planico poznam, vsaj pol sveta. Med snežinkami mi smeje sebe guščica, čas ujeta, sneg odeta, res čarobna si dolina Tamarja. Moja lepa Gorenjska, reke, polja, planine, tam, kjer Triglav v zlatem soncu se blešči. Moja lepa Gorenjska, ti mi greješ spomine, od lepote tvoje mi srce drhti. Tanja grdič, v vetru drhteč, Ti prinesel bom, ko me boš poljubila, pod slapovi, pod vrhovi, kjer planika raste le za naju dva. Moja lepa Gorenjska, reke, polja, planine, tam, kjer Triglav v zlatem soncu se blešči. Moja lepa Gorenjska, ti mi greješ spomine, od lepote tvoje mi srce drhti. Moja lepa Gorenjska, ti mi greješ spomine, od lepote tvoje mi srce drhti. Od lepote tvoje mi srce drhti. Ja, takole spomin na našega res dobrega pevca, kapo dol. Kjerkoli že si, s komorkoli že si, upam, da nas gledaš in spremljaš in seveda mi smo s teboj. Takole, en tak miren, nežen uvod, prečesali smo Gorenjsko, no mi pa upam, da danes se bomo selili malo tu, malo tam po celotni naši seveda lepi Sloveniji, ki je takole že odeta, ne, v jesenske barve. Jesen zna biti zelo lepa, zanimiva, torej odeta v
Res barve, ki kar žarijo, torej od oranžne do rdeče, do živo rumene, skratka, lahko bi rekla, da je vsak letni čas zanimiv in hvala Bogu, da ga imamo. Tako, kaj si predstavljate, da bi imeli samo zimo ali pa samo poletje? Tako da res smo lahko veseli, da tukaj, ker smo v naši prelepi, čudoviti Sloveniji, da imamo res vse te možnosti spoznati, kakšna je seveda narava. No, danes bomo spoznali tudi nekaj novih rastlinic, ki sta jih prinesla moja današnja gosta, Vlado in pa seveda Marina, ki že tukaj le pridno čakata, da vam povesta novosti, kaj je seveda vse novega pri njih v drevesnici. Sicer pa moja draga družba, številka 090 93 61 22. Danes sta moja gosta prinesla s sabo tudi dve čudoviti nagradi, oziroma bosta podelila, in sicer 2 darilna bona v vrednosti 25 evrov, ki ju boste lahko torej izkoristili pri njih. Kje, kaj, kako, o kom govorim torej v nadaljevanju, ampak dajte imejte tole tako nekje v ozadju, da bomo danes tudi podarili. Vsako nedeljo podelimo darilne bone slaščičarne pekarne Brglez, danes pa malce drugače, in sicer 2 darilna bona za čudovite rastlinice, ki jih boste lahko torej dvignili z darilnimi boni v drevesnici Omorika na Muti, torej 2 bona po vrednosti 25 evrov. Številka 090 93 61 22, a to seveda v nadaljevanju. Zdaj le zopet malce glasbenega predaha. Ne vem, menda bo polka, valček, ne vem, fantje, ureštajo. Na svetu ljubezni, večje kot daješ jo ti, v drobce objeme okleneš, zvonko se nasmeješ mi. Deklica ti zlatolasa, rada pri meni zaspiš, kličeš me mamica zlata in s poljubčkom me zbudiš. Kadar odhajam od doma, vedi, da mi je hudo. V tvojih očeh so solzice, saj boleče je slovo. Tvoja podoba me spremlja, mislim ves čas le na to. Kdaj spet naroče te vzamem, moje detece ljubo. Ne sprašuj me, zakaj, včasih jočem skrivaj, saj boli me srce, punčka v skrbeh za te. Kar naenkrat dekle, čas začaral te bo, tvoji mamici pa blede vlase srebro. Kadar odhajam od doma, vedi, da mi je hudo. V tvojih očeh so solzice, saj boleče je slovo. Tvoja podoba me spremlja, mislim ves čas le na to. Kdaj spet naroče te vzamem, moje detece ljubo. Tvoja podoba me spremlja, mislim ves čas le na to. Kdaj spet naroče te vzamem,
Zlatolaska je bila zdajle ena res čudovita, prekrasna pesem Igorja in Zlati zvoki. Sega v leto, saj ne vem, že kar precej časa, po mojem zihar že 17 let nazaj, če že nekaj več, ker še sploh oddaje nismo imeli, sem poslušala tudi tole pesem, tako da res, Igor, čudovite pesmi delaš, čudovito ekipo imaš. Takole, no, z nami pa tudi dva čudovita človeka, ki bosta danes seveda predstavila vso to lepoto, ki imamo v našem studiu. Pri nas res je zdajle čudovita jesen. Če takole pokukam tele čudovite rastlinice, vsaka je odeta v svoje barve, tako da v nadaljevanju se bomo takole kar sprehodili, ne, po tem, lahko bi rekla, parku v našem studiu. Pozdravljam pa seveda Marino in pa Vladota, oziroma Vlado, prav prisrčen pozdrav. Marina, kako sta? Smo na pravi razdalji, 1,5 metra? Smo, a ne? No, mi lahko povemo, Vlado, da nista vidva na neki taki razdalji. Zakaj? To moramo povedati, a ne? Da ne bo kaj narobe, ne, Marina? Ja. Je rekla, partnerji. Mož pa žena. Mož in žena, tako da tle pa takole, po mojem, da razdalja ni potrebna, ne? Pa dobro, če začnemo pri tej razdalji, pa pri vsej tej, bom rekla, situaciji, ki je nastala, Marina, pri vas v drevesnici, kako se je to kazalo ali pa sploh ne? V začetku leta smo štartali tako kot vedno. Kot vsi? Tako, potem se je pojavila tale korona. Smo kar precej omejili dostop v drevesnico, delali smo še vedno čisto normalno. Potem se je pa to sprostilo, ne, ker so pač vsi ugotovili, da gibanje po svežem zraku pač nobenemu ne škodi, če smo previdni, če upoštevamo vse tiste nasvete, to se pravi, da držimo razdaljo in tako naprej. In mi delamo popolnoma normalno in tudi sedaj ljudje prihajajo čas za sadno, za urejanje vrtovje, tako da živimo dokaj normalno. Tako, odlično, ne, sej mora iti naprej. Vlado, kaj si pogledal, tako Marino si hotel kaj dodati? A je vmes? Ja, dodati, ja. No, pa dodaj. Zaradi tega, ker v tem obdobju korone se je pokazalo v bistvu, kaj pomeni domača proizvodnja rastlin. Evo, mi je všeč, da si načel pa tudi to temo. Ker smo mi prodali v bistvu 30% več, ko so ostali vrtnarji v bistvu po Sloveniji, v bistvu uvoz je bil zaprt iz Italije, tudi deloma iz Madžarske je zaprla meje. Mi smo imeli pa domačo robo in so kar precej prihajali v našo drevesnico kupovati rastline. Imamo eno drugo vprašanje, še zdaj pa bolj osebno, a ne? Kako je pa to bilo doma, ne? Ok, vi itak dela imate dovolj, mi pa nas se je malo ustavilo, ne? Mi smo doma vse pospravljali, vse smo počistili, ljudje smo imeli res časa malo več kot sicer za druge stvari, dosti smo hodili na sprehode, pa morda ne vem, kako je bilo v tistem času. Pustimo zdaj drevesnico, ampak kako pa se je doma organiziralo, ne vem, Marina? Mi živimo na vasi. Ja. Krasno okolje, naravno okolje. Mi smo se gibali tako kot vedno, v bližini imamo gozd, veliko smo hodili na sprehode. No. V bistvu se nam življenje ni toliko spremenilo, dobro za nas bi rekla. Ja, no, ampak ja, malo smo sicer ustavili konje, morda pa kateri seveda tudi ne in so delali tudi še več kot sicer. Marina, zdajle je pred nami, torej mesec oktober, poglej, prvo oddajo v mesecu oktobru, zakorakali smo že pošteno. To je idealen čas, si rekla, za vso saditev oziroma za vse, kar se zunaj dogaja. Menda. Tako. Oktober je res najbolj, bi rekla, ta pravi čas za sejenje v jeseni, idealen čas. Ni več tako vroče, kot je bilo v začetku septembra in ne bo tako mrzlo, kot bo novembra. In sedaj so pogoji za sadno res za praktično vse rastline primerni. Tudi za listavce ni potrebno čakati, da jih bomo lahko sadili, ker imamo zelo veliko rastlin v loncih in ni potrebno čakati, da bodo odvrgli liste. Iglavci so pa že avgusta zaključili z rastjo. Kaj to pomeni? Zaključijo? Mislim, zdaj, ko so ravno pri iglavcih, ja, me prav zanima, kako je z iglavci? Oni rastejo v nekem določenem času? Kako, Vlado, Marina? Ja, iglavci so v bistvu
manj napredna vrsta kot pa listovci. Ne. A, tako, tako se imenuje to. Tudi po zimi dihajo. Ja. Listovci odvržejo liste in v bistvu mirujejo, čeprav ne popolnoma, koreninski sistem še vseeno raste. Iglavci pa morajo v bistvu tudi po zimi imeti svoj prostor za fotosintezo, pa vse skupaj, tako da poteka vse v tem razmerju in zato pravim, da so listovci bolj napredna vrsta, ker odvržejo liste, mirujejo, iglavci pa ne mirujejo. Ne mirujejo, okej. Razne redke, kot macesen ali pa ginko. No, ko smo ravno pri teh, torej listovci pa iglavci, a je potrebno zdaj v tem času še kako posebej poskrbeti, ne vem, imamo doma pretežno seveda, listovce, ko odvržejo liste, je potrebno to dobro pograbiti, je potrebno kaj dognevati v tem času ali ne, kako je potem na drugi strani z iglavci, je potrebno odstraniti, ne vem, iglice. Marina, nekaj vem, sem jaz vsem se delam, ne vedno, veš, da ljudem povemo kako in kaj, ker je dosti vprašanj, pa ne vedo, kako. V jesenskem času so predvsem, bomo rekla, taka dela, da porežemo trajnice, ker zaključijo z svojo rastjo in ta nadzemni del odmre, razen trave, ki so lepe, okrasne tudi čez zimo, pa jih pustimo, pa jih porežemo spomladi. Tu pa dvignem roko, torej trave, ki imamo pampaške trave, pa vse vrste trav, jih porežemo spomladi. Ja, če je recimo taka zima, da ni težkega snega, recimo težek sneg to potlači, potem to ni lepo, to se odstrani. Ampak ni pa kaj narobe, če gre. A je bolje ali ne bolje? Ne vem, v bistvu ni razlike. Tudi če zdaj porežem, ni. Čisto v redu. Tako. Z ostalimi rastlinami, to se pravi trajnice porežemo, z ostalimi rastlinami pa nimamo nekega posebnega dela. Smiselno je, da si na vrt zasadimo rastline, ki so prilagojene na naše klimatske razmere. To pomeni, da potem ne rabimo kakšne posebne zaščite delati ali pa se kaj posebej ukvarjati z njimi, ker jaz vedno pravim, da vrt mora biti ljudem v veselje, v užitek, ne pa v breme. In če si zasadimo tako, da moramo skozi neki škropiti, ščititi, potem to ni to. In dejansko, če vrt zasajen z rastlinami, ki so prilagojene na naše klimatske razmere, nimamo veliko dela z njim. Vlado, jih naštejeva kaj? Katere so tiste rastlinice, ki so v Sloveniji najbolj, tako bom rekla, prilagodljive drevesa, tako kot si rekla Marina, ni fajn časih dati vse, pa pol imeti breme, pa dela veliko, pa ni prilagojeno, pa je potrebno to ven dati, pa v garaže, pa ne vem kam še vse. Ne vem, katere so vse tiste rastlinice, morda zdaj, tako bom novodobne rekla rastline, ki, pustimo zdaj bukev, pa smreke, pa te stvari, se vem, da si mislil to zaštevati, ampak ne vem, a je ginko ful prilagodljiv, ker ljudje ga poznajo ali pa ne poznajo? Ginko je dejstvo, da je do ledenih dob je bil avtohton v celotni Evropi. Ampak z ledenimi dobami se je pač umaknil, zaradi tega, ker imamo pa mi v bistvu orientacijo gorstva vzhod-zahod, se ni moglo nazaj naseliti. Recimo rastlinstvo je bolj bogato v Ameriki, ker je, če gledamo Ande, so sever-jug orientirani in se je lahko umikalo, pa spet nazaj prišlo. Tako da pri nas, kljub temu, da je Slovenija zelo bogata dežela, kar se tiče rastlinstva, okoli 3300 različnih vrst rastlin imamo. Nabor je velik. Iz tega lahko izhajamo potem tudi pri urejanju vrta. Da pa ni vrt samo v bistvu naravne vrste, kar so pri nas prisotne, moramo tudi na okras malo gledati, pač vnašamo take rastline, ki so prilagojene našemu podnebju. Ne bomo šli na Koroško recimo saditi oljke, ali pa ne bomo šli kakšne araukarije saditi, čeprav araukarija v Ameriki doseže tudi nadmorsko višino tja do 3000 metrov, ampak pri nas ni prilagojena. Ni prilagojena, ne? Ker je tisto vlažnost ozračja plus... To je vse pomembno, ne? Plus temperatura, kakšna je zimska temperatura. Predvsem zimska temperatura je tista, ko lahko uničijo torej rastline, oziroma kjer tam odpornost rastlinam pade.
Ekstremne temperature. Ekstremne temperature. Dobro, zdaj si privoščimo še malce glasbe, potem pa počasi odpiramo telefonske linije, številko 090 93 61 22. Dotaknili se bomo seveda vseh teh rastlinic, ki jih imate danes tudi tukaj v našem studiu, kar pester nabor, res jesen, diši po jeseni, ne Marina? Zelo. Diši, zelo. Bomo v nadaljevanju, številka torej 090 93 61 22. Po glasbenem spotu počasi torej odpiramo linije za 2 nagradi. Marina, danes bomo podelili 2. Tako. V vrednosti 25 evrov. Za 25 evrov, Marina, pa že kar lahko dobimo kar nekaj rastlinic. Pri nas, ja, ker so cene nizke. Evo, super, takole, zdaj pa malce glasbe. Ljubček moj, zmeniva se nocoj, ker obita se nam jutri lep sončen dan. Bi morda v gore šla že ob zori midva, ko doline še skriva megla. Svet je ves krmežljal, midva prek rosnih trav, z roko v roki greva, sonce se že smehlja. Ljubica, ljubček moj, gamsov svet zdaj je tvoj, čez melišča veselo zapoj. Že težak je korak, a poplačan bo vsak, tej samoti se zdi, da še bliže sva si. Najdeva gorski cvet, se poljubiva spet in na vrhu je najin v svet. Holarija, holarje, vriskan, ko grem gori, bo podoba teh strmin z mano kot lep spomin. Holarija, holarje, v srcu odmeva še, to vabilo je planin belih višin. Ves krmežljal, midva prek rosnih trav, z roko v roki greva, sonce se že smehlja. Ljubica, ljubček moj, gamsov svet zdaj je tvoj, čez melišča veselo zapoj. Holarija, holarje, vriskan, ko grem gori, bo podoba teh strmin z mano kot lep spomin. Holarija, holarje, v srcu odmeva še, to vabilo je planin belih višin. Holarija, holarje, v srcu odmeva še, to vabilo je planin belih višin. Dobrodošli v drevesnici Omorika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta kresile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listovce za živo mejo, sadike listovcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja.
Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omorika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omorika. Tako, Marina, drevesnica Omorika, ki se nahaja točno kje, za vse tiste, ki ne vedo? Drevesnica Omorika se nahaja na Koroškem, točno na Koroški cesti 44 pri naselju Muta, tik ob glavni cesti Dravograd-Maribor. Evo, to je vaš ambient, prostor, kjer seveda sprejemate stranke. Zdaj je, bom rekla, pravi čas, Marina, da obiščejo naši gledalci in pa seveda gledalke drevesnico Omoriko. Tako je, zdaj, kot smo že prej omenili, idealen čas za zasaditev rastlin v vrt in tudi ponudba je zelo velika, od trajnic do grmovnic, do drevja. Imamo tudi veliko takih zelo luštnih mini iglavcev, tudi te iglavce cepljene na debla. Res dobra izbira po zelo dobrih cenah. Kaj to pomeni po zelo dobrih cenah? Že od 25 evrov, 35 se dobijo res posebne rastline. Posebne. Ker vem, sem malo preverila druge in tisto so cene kar 2x3. Ampak moramo omeniti, da so to slovenske, pretežni del, a ne? Te cepljene niso naše, drugače se pa zelo trudimo vzgajati čim več svojih rastlin. Kot smo že prej rekli, morajo biti klimatsko utrjene. Potem te rastline brez problemov rastejo. In veliko kupcev se nam vrača prav zato, ker so zadovoljni, ker rastline dobro uspevajo. Dobro pa uspevajo zato, ker so večinoma vzgojene v naši drevesnici. Ponujate, kot smo rekli, iglavce, listavce, pokrovne rastline, vrtnice, skratka. Drži, tudi vrtnice imamo, recimo te pokrovne, te so iz naše lastne vzgoje, imamo pa tudi mnogocvetne vrtnice na steblo, te so pa slovenske vzgoje. Slovenska. Ker se res trudimo, če sami ne uspemo vzgojiti ali če nekaj zmanjka, da poiščemo najprej doma, ker nekaj ljudi se še trudi ali se še trudimo, da sami kaj naredimo, ker tako smo rekli, rastline, ki so vzgojene v primerljivi klimi, kot je naša na Koroškem, bodo kjerkoli v Sloveniji dobro uspevale in mi stavimo na to slovensko vzgojo. Imamo pa tudi nekaj rastlin, ki jih dobimo pa iz Avstrije, ker je tudi ta drevesnica klimatsko primerljiva z našo. In letošnji in Vlado so katere rastline? Je kakšen mesec, kjer ko se prodaja, ne vem, te rastline, pa to, pa ono? Niti ne bi rekel, prejšnja leta so bile tam, je pa dejstvo, da če se pojavi v določenih časopisih posamezna rastlina, potem skoraj pregorijo telefoni. Pregorijo telefoni. Sicer zelo ste aktivni na spletnih straneh, vaša spletna stran zelo dobro obiskana, 3x2.omorika. Jaz rečem narobe, ne? Omorika.si. Kaj najdemo tam vse? V bistvu na naših spletnih straneh je predstavljena naša drevesnica, kaj delamo, kako delamo, precej je tudi fotografij, ki so dosti zgovorne in pokaže, kako mi delamo. Vidi se tudi vsa naša ponudba razčlenjena, tako da je iskanje določene rastline zelo enostavno. Predstavljene so tudi recimo naši načrti, ker tudi delamo precej ureditvenih načrtov. No, torej drevesnica Omorika je poznana po tem, da res obiskujete celo Slovenijo, delate načrte, delate zasaditve, a ne? Greste na teren, imate bogato ekipo, izkušeno ekipo in pa tudi vidva sta seveda za dolgoletno tradicijo, a ne? Mi smo prav ponosni na našo ekipo, ker imamo res stalne delavce, so bi rekla, res zverzirani, znajo delati, odgovorno delajo,
tako da nas ljudje kar pohvalijo. Tudi če mene ni, ekipa odlično upravi svoje delo. To je zelo pomembno, da zaupate ekipi, da torej tudi, ko gre na teren, vem, ko tudi pride do mene, res znajo se obrniti, vidijo vse in tudi vse, kar ste se dogovorili, tako potem tudi naredijo. Ker glavni vezni člen sta pa vendarle vidva, glede projektov, glede zasaditev, a ne? Marina, ti rišeš, Vlado, ti? Ne, jaz pa ne. Rišem jaz, naprej pa ona načrtuje. Torej, drevesnici Omorika, torej čudoviti načrti, ja. Ja, načrtujeva zdaj jaz in Tanja, vsaka nekaj. Jaz bi predvsem poudarila tudi, da veliko vlogo igrajo izkušnje. Jaz pravim, da imamo mi neko dodano vrednost, neko prednost pred ostalimi načrtovalci, ker rastline poznamo tudi, bi rekla, zelo dobro poznamo njihove lastnosti, ker jih gojimo in rastline, ki imajo kakšne recimo slabe lastnosti, da bi jih morali škropiti, ko so pač prisotne tudi bolezni, žal jih vedno več prihaja k nam, ker je ta globalni trg odprt in z uvoženimi rastlinami nažalost pridobimo tudi veliko škodljivcev, ki nam delajo veliko škodo in to znanje, ko vemo, katere rastline so bolj občutljive ali problematične, tega pač ne vklopimo v nasade in že tako naprej preprečimo, da bi bilo karkoli narobe v vrtu. Ja, še na kratko v teh torej reklamnih oglasih, zakaj torej obiskati, zakaj prideti v drevesnico Omoriko na Muto? Tamle je tvoja kamera, Marina. Povabiš lahko seveda vse naše gledalke in gledalce torej k vam. In da so dobrodošli, absolutno. Jaz bi rekla, da predvsem to, da se trudimo gojiti svoje rastline, kvalitetne rastline. Ena zelo pomembna stvar, ki pa še nismo omenili, je, da naši v prodaji znajo zelo dobro svetovati. Mi tudi svetujemo, če kdo pokliče po telefonu, ne glede na to, kje so kupili rastline, ne glede na to, kakšne težave imajo, na sveti so zastonj in jaz mislim, da to tudi ena od stvari, ki je zelo pomembna, ker pač žal povsod, predvsem pa v trgovskih centrih, tega ni, ne? Pri nas pa se s tem zelo potrudimo. Prisrčno dobrodošli torej v drevesnico Omoriko na Koroško cesto 44 na Muto. Takole, zopet bo čas za malce glasbe, po glasbi pa zavrtite telefončke, kajti danes podarjamo 2 darilna bona v vrednosti 25 €. Samo pokličete na hitro, hitro odgovorite, ne na nagradno vprašanje, ni nobenega nagradnega vprašanja in greste v tole našo bolnico. Veste, kako je, zapišemo vas, odkot kličete in seveda vašo številko in vas po oddaji tisto, ki je izžrebana, torej tudi potem v nekaj dneh pokličemo. No, ta 2 darilna bona v vrednosti 25 € danes torej podarjamo. Seveda rastlinic lahko dobite za en darilni bon, si okrasite seveda vašo okolico, vaš vrt in tako, bom rekla, uživate v lepotah tam, kjer ste. Jaz za sebe lahko povem, da sem zelo zadovoljna, zelo rada se usedem na vrt, občudujem rastlinice, ki so seveda del njihove zgodbe. Številka bo torej 090 93 61 22, v nadaljevanju torej telefončke v roke, zdaj pa zopet malce glasbe. Povsod na ulicah srečujem veliko znanih vsak dan ljudi. Na tihe v sebi premišljujem, zakaj prav vsakdo tako hiti. Nekoč bili smo dobri znanci, bili nekoč smo prijatelji. Čez noč postali smo neznanci, srce za vsakim pa kliče mi. Hej, ustavi konje, kam se ti mudi, na prijatelje svoje ne pozabi mi.
Vse bolj me stiska bolečina, da svet prehitro se zdaj vrti. A vsak srčno se rad spominja, kako kot eno smo vsi bili. Odšla so že mladostna leta, nas je pogoltnila naglica. A vsak si mnogo še obeta, zdaj govori spet mi glas srca. Hej, ustavi konje, kam se ti mudi? Na prijatelje svoje ne pozabi mi. Hej, ustavi konje, vse preveč hitiš, srce ti le zapoje, ko v družbi posediš. Srce ti le zapoje, ko v družbi posediš. Takole, hej, ustavi konje. Ja, malce ustavljamo konje tudi danes. Jaz upam, da ste tudi vi. Danes je nedelja, čas za počitek, za sproščanje. Marina, nedelja, ja, za tebe sproštitev, Vlado, ja, takrat mirujeta, ne delata, kaj počneta? Letos je eno tako čudno leto. Se je res zmešano, bi rekli temu. Itak je vse prišlo vmes. Videni, ampak zakaj za tebe čudno? Sploh še nisva bila na dopustu, skozi delamo, ne? Ja, res. Vse rezultati so tudi vidni, a ne? Pri nas se kar veliko več rastlin prodalo v tem času, primerljivo z lanskim. Zelo pridno delamo vrtove. To se, mislim, da sploh nismo nehali tudi preko poletja, ne? Super. In tako kot si že sama ugotovila, smo midva tisti ključni osebi, a ne, ko pač sva najbolj angažirana. In to je to, ampak v nedeljo je običajno to naš dan, smo doma, sicer pospravljamo, ker drugače ni čas, ampak imamo tudi družinsko kosilo. Ja, tako, to pa tradicija. Vlado, vnučeki, Ja. kaj? Nedelja je tudi rezervirana za njih. Tako, družinsko srečanje, vse tako je rekla Marina, tam in se potem vsi skupaj dobimo pa. Pa uživata, ne? Ja, Nedelja je na predvsem vnuki nje se uživajo. Vnuki nje. Ja, ta mali je vnuk. A, je zdaj, ta mlajši je vnukec? Ja. Joj, to je veselje. Malo več kot pol leta star. Lepo, lepo. In res prav je, da se tudi vzamemo časa, ne? Torej nedelja, čas za počitek, za novo energijo in nov elan za delovni teden, ne? Številka torej nič 90 93 61 22. Danes torej, draga moja družba, ne, podarjamo 2 darilna bona. Bona v vrednosti 25 evrov, ki ju torej podarja drevesnica Omorika. Z veseljem pokukajte, torej pojdite torej do njih. Številka se je takole že izpisala, vi jo tako že tudi veste. In vsi tisti, ki boste danes klicali, a ne, greste v tole našo bolnico in seveda za tole lepo nagrado oziroma darilna bona. Kdo je z nami? Dober dan. Dobar dan. Kdo je v naši družbi? Klemenšek Vojko Solčava. Vojko Solčava. Vojko, hitro številko. 041 Ja. 041 Ja. 753 Ja. 442. 442. Vojko sem zapisala, lepo, lepo sončno nedeljo vam želim. Hvala lepa. Srečno in nasvidenje. Takole Vojko gre v našo košarico. Gremo naprej. Dober dan. Kdo je zdaj z nami in kam potujemo sedaj? Dober dan. Ja, Slavko iz Nove Cerkve. Slavko, pišem Nova Cerkev. Hitro številko. 041 Ja. 624 493. Tako, super Slavko, lepo nedeljo tudi vam. Srečno. In gremo hitro naprej. Nekoga imamo na zvezi. Številka nič 90 93 61 22. Super, Nova Cerkev, Solčava. Le kam bosta odšla ta 2 darilna bona? Bona v vrednosti 25 evrov danes podarjamo. Torej za 25 evrov pa lahko dobite že kar nekaj torej rastlinic, ki jih lahko posadite torej v vaši okolici, v vašem vrtu. Trajnice, predvsem torej gre za trajnice. Izključno, ne Marina?
za trajnice? Ni nujno, lahko so tudi grmovnice. Aha, grmovnice, tako je, ampak trajna drevesa, ki seveda vam lepšajo torej, okolje, pomlad, poletje, jesen in zimo in seveda še na mnoga leta bi takole rekli. Nič 90 93 61 22, če imamo koga na zvezi, ga bomo torej sprejeli. Če čakamo seveda tekom naše celotne oddaje, nas lahko pokličete. Mi je zelo zanimivo, da sta zdaj klicala dva moška, ker ponavadi moški ne kličejo, kličejo že, ampak bolj, ja, poredko ženske smo tiste, ki vzamemo telefonček, pa seveda gremo v akcijo. Kot sem rekla, torej danes 2 darilna bona v vrednosti 25 €, drevesnica Omorika torej iz Mute. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Dragica. Dragica, odkot? Dragica. Ja, Dragica, odkot nas kličete? Iz Arclina. Super, Arclin in številka vaša je? Iz Arclina, Skopje vas. Tako, številko mi še povejte. 041 648 909. Samo malo, Dragica. 041 Ja? 648 909. Dragica, samo sekundo, 041, Ja. kaj pa potem? 041. Kaj pa potem? 648. Super, 909 zapisano, evo, uspelo je mi zapisati. Dragica, lepo nedeljo, srečno. Takole, vsi tisti, ki nas kličete, dajte seveda televizijski zaslon čisto na tiho, pojedite v drugo sobo, da se bomo bolje slišali. Imamo koga na zvezi? Še ne, številka torej nič 90 93 61 22, zdaj je čas torej za telefonske klice in 2 čudoviti nagradi, bona v vrednosti 25 € za torej rastlinice, ki bodo krasile vaše domove, vašo okolico. Morda se izberete ginka, morda kakšno vrtnico ali pa kakšna druga drevesa. Dober dan. Helena. Kdo je z nami? Helena. Helena, odkot? Celje. Helena, hitro številko. 041 Ja. 972 162. Super, Helena, zapisano, 972 162. Lepo nedeljo želim, srečno. In kam potujemo sedaj? Dober dan. Halo, halo? Dober dan, kdo je z nami? Super, se slišimo, dober dan. Dober dan, tukaj Marica iz Žalca. Pišem, Marica Žalec, hitro številko. 041 795 066. Super, zapisano, Marica, takole, lej, evo, sem pisala, pa vas gledala hkrati. Lepo nedeljo želim. Srečno, Marica iz Žalca, no me zanima, če bodo kaj Korošci, tudi poklicali. Številka torej nič 90 93 61 22, za seveda 2 darilna bona se danes borite, bi temu rekla, in kam gremo zdaj? Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Tomaž. Tomaž, iz kod? Celje. Celje, evo, Celjanarji, super. Tomaž, hitro številko. 051 Ja. 326 326 808. Super, Tomaž, lepo nedeljo. Enako. Srečno, nasvidenje. Tako, všeč mi je, ker gremo na hitro. In kam gremo zdaj? Dober dan. Drago iz Vinske gore. Vinska gora, Vlado. Drago. Ja, hitro številko, Vlado. 41 Ja. 41 206 741. Joj, 741, to je bilo pa na brzake. Super, sem si Vlado zapisala, hvala Bogu. Srečno, lepo nedeljo. In imamo naprej, številka nič 90 93 61 22, 2 darilna bona danes podarjamo 25 € in 25 € drevesnica Omorika, torej podarja ta 2 bona za nasaditev pri vas doma. Marina, mimo grede, rada bi te vprašala, ljudje si zelo zasadijo, seveda tudi, kako bi temu rekli, meje, a ne, meje, ja, lovorikovec dobimo pred vas? Dobimo. Dobimo? Imamo v bistvu vse vrste rastlin za žive meje. Ja. Smo se prvi pogovarjali, kaj pa je letos bolj aktualno. Tisa, ker žal smaragd, to, kar pravijo vsi, ciprese pa niso, ampak nima veze. Te so dobile škodljivca in zdaj te žive meje iz teh rastlin
žal propadajo po Sloveniji. Tisa je pa ena od vrst rastlin, ki je odporna, zaenkrat nima nobenih bolezni, zelo trdoživa. Bravo. In letos je ta recimo bolj popularna. In za 25 evrov dobimo nekaj tis, prav gotovo, ne? Ja, manjših, ja. Ja, sej, manjših. Veš kaj, Marina, ti meni vedno rečeš, manjše si dej in občuduj, kako raste. Ker jaz sem ponovno navčakana, se veš, mi bi že vsi imeli take rastline, pa že tiste 4-metrske, da jih kar usadite, ampak ni v bistvu tega, ne? Čar v vrtu je, mislim, da tudi to, da vidimo, kako se razvija, kako rastejo rastline, pa to, kar si prej poudarila, letni časi. Ja, letni časi. Mi imamo to bogatstvo, da smo v delu, kjer se letni časi še vedno odražajo in na vrtu je to čisto posebna zgodba. Isti vrt, ko ga gledaš v drugem letnem času, to je kot da nekaj drugega gledaš, če je tako zasajeno, da se to pač vidi. Pomladna, poletna, jesenska in zimska slika je čisto drugačna. Vedno je drugačna, ja. Številka torej 090 93 61 22, še nekaj telefonskih klicev bomo sprejeli, torej kot je Marina povedala, kar nekaj tis dobite, tudi nekaj manjših lovorikovcev, pa seveda vse ostale rastlinice, ki jih takole ponujajo pri njih. 2 darina bona v vrednosti 25 evrov. Danes ta darini bon ni sladek in tudi ne slan, ker pri seveda Brglezovih si vzamete tortice, sladice, pecivo, kruh in tako dalje. No, tukaj je pa res nekaj za našo dušo, jaz bi rekla tudi za mojo dušo. Jaz občudujem rastline in imam rada urejeno okolico in imam rada rastline, še posebej pa res take, ki mi takole delajo res te kontraste, ki se zdajle v jeseni obarvajo v živo rdečo, v živo rumeno. Tlele jih imamo tudi tukaj in tudi kakšno izmed teh rastlin lahko torej dobite za bon v vrednosti 25 evrov, ki jih danes torej podarjata Marina in pa Vlado. Nekaj telefonskih klicev smo prav gotovo že imeli in res bom vesela, če nas pokliče še tudi kaj ljudi iz Koroške. Ja, Korošci, dajmo se zdaj malo prebuditi. Ja, lepo vreme je, čeprav je lepo vreme. Ja, pa danes ni tako hladno, ne? Nekaj dni nazaj je bilo kar pestro že pri nas, 3,5 stopinje jutra seveda, tako da zdaj se je že prijetno ogrelo, ampak nič za to, ni to izgovor, da nas ne morete poklicati, dejte zavrteti številko, torej 090 93 61 22. Še kakšen telefonski klic, 2 bomo seveda sprejeli zdajle, potem pa seveda tudi tekom naše oddaje nas lahko res pokličete in seveda vas damo v našo bolnico. Dobar dan, kdo je z nami? Dobar dan. Kdo je v naši družbi? Dobar dan. Frida. Frida iz? Laškega. Laško, hitro številko, Frida. 070. Ja. 87. Ja. 80 92. 80 92, Frida zapisana. Lepo zdrav, Laško. Srečno, nasvidenje, adijo. Če gremo seveda z telefonskimi klici naprej, prav gotovo, nekoga imamo na zvezi. Dobar dan. Halo? Ja, kdo je z nami? Dobar dan, tule pa iz Podgorja pri Slovenj-Gradcu kličem. Super, evo Podgorje, bravo, juhuhu, Koroška, prebudili ste se. Kako vam je ime? Franja. Franja, evo, prej Frida, zdaj Franja. Franja, hitro Ja? 850. Ja. 918. Super, na hitro sva bili, Franja, lepo nedeljo že. Srečno, adijo. In gremo naprej, morda zdaj zopet romamo na Koroško, številka 090 93 61 22. Le kam bomo zdaj šli in kdo me bo poklical? Morda bo Franc, če nadaljujemo s črko F, pa Fanika, Frida je že bila, Franja je že bila, kakorkoli že, kdorkoli nas bo poklical z velikim veseljem. Danes torej podarjamo 2 darina bona v vrednosti 25 evrov. Drevesa, drevesnice, skratka rastlinice se boste lahko vzeli. Tudi ginko, ki ga jaz občudujem in ga želim imeti v naši oziroma v naši okolici. Halo, lepo zdrav. Halo, kdo je z nami? Dobar dan, kdo je z nami? Janez tule z Kozjanskega. Janez iz? Kozjanskega. Pišem Kozjansko. Hitro številko, Janez. 041 Ja. 376 256. Super, Janez, zapisano, lepo nedeljo.
Srečno. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Takole mi je fajn, ne, da na hitro gremo s telefonskimi klici in da jih zavlačujemo. Dober dan naslednjemu. Halo, halo. Halo, halo. Kam gremo zdaj? Dober dan. Številka 090 93 61 22. Nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Ali pa dobro jutro. Dober dan. Kdo je z nami? Jožica pri telefonu. Jožica, odkot? Iz Pameč pri Slovenj Gradcu. Odlično, to me veseli. Jožica, hitro številko. 031 311 Ja. 697 497 697 697. Odlično. Jožica, lep pozdrav na Koroško. Enako. Čau, srečno. To, a veste, da jaz sem se tudi kot ena rastlina, ne, fajn prilagodila na Koroško. Tipično Slovenka, ne. Slovensko pravo dekle, ki izhaja iz Šentjurja in se je torej preselila na Koroško, adaptirala v nulo za vse letne čase. Tako da ja. Številka še kakšen telefonski klic zale sprejmemo, potem gremo seveda s pogovorom naprej. 090 93 61 22. Torej 2 darina bona v vrednosti 25 evrov. Enega in drugega danes torej podarjamo. Res pridni ste, odlično, in jaz takole vidim, da imate radi res rastlinice, da tudi če imamo danes ta darilna bona, da nas res pridno kličete. Zelo fajn. Številka torej 090 93 61 22. Prej sem omenila torej ginka. Ginko je eno, bom rekla, drevo, ki je, zdaj me gledata, ne, Marina pa Vlado, kam bom rekla, ne, iz seveda tistih časov, še časov dinozaurov, a ne, gospod Vlado, drži ali ne drži? Drži. Drži, a ne, tako. Številka je še vedno 090 93 61 22 in tudi ginka, Laura, poglej, tlele ga imaš, čisto na koncu je ginko, ki ga lahko poslikaš oziroma daš v eter, nekoga imamo pa na zvezi. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Iz Legna. Ja, kako vam je ime? Franc. O, Franc, lep pozdrav. Zdaj pa je na F, ne? Evo, gremo to verigo, na F naprej. Franc iz Legna, moj sokrajan, odlično. Franc, hitro številko. Meni se ne gre za daril, meni se gre samo za lepo vdajo, kot ima Polonca. O, lepo, sem vesela. No, tudi to je včasih zelo lepo slišati, ne včasih, prav dobro dene, Franc. Franc, vsem mi pa zaupite številko, no prosim. Ja. A bo? Številko, jo. Številka 02. Ja. 02 88 53 036. Super, 036. Tako. Franc, hvala lepa za klic. Lepo se imejte, pa lep pozdrav na Legen. Odlično. Takole, zdaj smo kar nekaj telefonskih klicov, Marina, ne, sprejeli. Bili smo tu pa malo tam, ne? Tako. Celotne Slovenije nas gledajo. Seveda še lahko kličete, številka se lahko pusti gor in nas seveda vmes Laura prijetno, prijazno takole opomne, da je telefonček. Torej še vedno poteka telefonsko, seveda, bom rekla, telefonski klici, linije so odprte, številka 090 93 61 22. Ja, ginko, ne, Vlado, sem prav povedala? Prej sva rekla, ne? Je prav drevo, ja. Pa to je res tako staro drevo? Mislim, izhaja iz tistih časov. Ja, tako. Ni edino, je pa to, da je še potem metasekvoja, pa eno so v bistvu pred 2-3 desetletji odkrili v Avstraliji, to je Volemia nobilis, ne. Drugače, prej smo poznali pač ginko, ne. In je iglavec, čeprav ima liste, ne. Kaj? Tam, če gledamo zgradbo listov, samo ima isto kot pa iglice in seveda spada med iglavce, bomo rekel, listopadne iglavce, ker iglice so preobražen list, samo nekaj drugega. Drugače je pa to, da prenese zelo dobro, bomo rekel, tiste obremenjene pogoje, ki so v mestih. In če gledamo Tokio kot tako, edini, ko je ginko in deloma metasekvoja, ki so preživeli te
otežene pogoje polucije v Tokiu in zato je tudi cenjen. Poleg tega ima še pa zdravilne liste, tudi seveda ne tam, kjer je pač dost teh polucij pa škropljenja in tvori bilobil, in ki pa vpliva na spomin. A točno, vse to pa je spomin, seveda. Ja, jaz očitno ga bom mogla malo si namakati. Širi žilice v možganih. Si ga bom mogla za dober spomin malo namočiti, lej, čas je že. Ja, Ginko, res, in super, tam še ne krasi našo okolico, nam še ne, pa prav gotovo, ne Marina, bo. Številka je izpisana, zdaj si privoščimo zopet malce glasbe, potem pa seveda gremo na obhod po tem našem parku. Tržiču se šuštarski dan slavi, dobrodošli prijatelji med nami vsi. Šuštar spet po podplatih udarja, novih čevljev bo več in denarja. Danes pri nas bo se živo veselo, dočakali smo spet to nedeljo. Jej Tržiške bržole in vince pi, tu na sejmu se prav vse dobi. Hej Slovinc in Gorinc, pridi k nam še nazaj, naš prelepi kraj. Vabite Tržičan, dobrodošel pri nas si vsak dan. Vabite Tržičan, dobrodošel pri nas si vsak dan. Hej, hop, hop, hop. Tržiču se šuštarski dan slavi, dobrodošli prijatelji med nami vsi. Šuštar spet po podplatih udarja, novih čevljev bo več in denarja. Danes pri nas bo se živo veselo, dočakali smo spet to nedeljo. Jej Tržiške bržole in vince pi, tu na sejmu se prav vse dobi. Hej Slovinc in Gorinc, pridi k nam še nazaj, naš prelepi kraj. Vabite Tržičan, dobrodošel pri nas si vsak dan. Vabite Tržičan, dobrodošel pri nas si vsak dan. Ne klonite, če se vam kdaj načrt sesuje kot peščeni grad. Mar delati, boriti se, hoteti, rad imeti, mar ni to največ? Kar pride naproti, poljubi me nežno, od drugih hitit, and David played and he plays a lot, but you don't really care for music, do ya? Moje želje se spet na svet svet, moja, je resnica in milijena in svet, ljubezni laža, si našel meni osteno.
Ja, to sem mogla dati gor. Sorry, hvala Matej, super si, ampak to bova seveda v nadaljevanju povedali. To je bil Ginko čisto na začetku, a ne? Ki ga podariva s Klavdijo mlado poročenceva. To ima veliko simbolike v No, sebi, pa povejmo to to drevo. simboliko, ja, kaj smo rekli. Smo povedali, od kdaj izhaja. To je zelo trdoživo drevo. A greva zdaj do tega Ginka, se sprehodiva, seveda tlele se malo pazimo, da ne pademo. Takole, evo, na neki razdalji bova, a ne, Marina? Takole, Ja. 1,5 metra. Ginko, to je naš Ginko. Ja. To je Ginko. Zdaj, če pogledate, listi so čist posebne oblike. No, takole Kaj bomo pa malo bo še približala, zdaj ne? zelo lepo se zgodilo, ker je jesen, se bodo ti listi pobarvali v zlato, rumeno barvo. Ja, In res bo take. še en zelo lep okras v vrtu. In Ginko, kako zdaj raste? Je to hitro rastoče, počasi, ne vem? Ta osnovna vrsta je bolj počasna, ampak tako kot imamo pri vseh različnih rastlinicah, je tu tudi veliko sort. Tam na drugi strani ga bomo pol pogledali, imamo en Ginko, ki je stebrast, a ne, in ta rabi precej manj prostora kot pa tale navaden v vrtu. Imamo pa tudi sorte, ko so okroglaste krošnje in ta tudi rabi malo manj prostora, to so manjša drevesa. Ja, no, koliko pa zraste v višino, Ginko? To pa zraste 20 metrov, tudi če ima čas, ja. Če ima čas? Ja. Če ima čas, a ne? Je počasna, ampak Saj raste. res, to mi je všeč, a ne? Tudi lepo mi je, meni je to všeč, ne, da drevo, ki ne raste preveč hitro, da ga res lahko občuduješ, pa ga imaš kar nekaj časa, ne, v vrtu, ker ponavadi včasih se velikokrat zgodi, da potem ljudje po parih letih, ko je to preveč, pa kar začnejo sekati pa rezati, ne? Ja, to je pa moje stališče, da je zelo prav, da preden vrt zasadimo, da se prepričamo, kakšne rastline bomo izbrali. Rastlin je zelo, zelo veliko in za vsak vrt se najdejo primerne rastline. Če je manjši vrt, izbiramo med manjšimi drevesi, če je velik vrt, se lahko privoščimo tudi drevesa, ki bodo na dolgi rok zrasla velika in jih bomo lahko obdržali na vrtu tudi potem, ko bodo res že velika. Tako, že res velika. Greva naprej. Tule je japonski javor, to so zelo priljubljena drevesa. Hvala, takole živijo. Ja, na to Japonskih javorov je veliko različnih sort, od takih z rdečimi listi, zelenimi, rumenimi, narezljanimi. Glavne so pa to manjša drevesa, velja javor kot manjše predhišno drevo ali pa v tem stilu. No, lahko so tudi recimo čist mičkeni, ko raste navzdol, skratka, to pa res lahko gre na vsak vrt, ker ni veliko drevo. Ma kakšne škodljivce, je kaj zelo pomembnega pri javorih, da moramo biti pazljivi. Ne vem, ali direktna vročina, Vlado? Vročina, ja, ne, ker vidim časih, da če je preveč vročina, da jih imamo preveč na soncu, zna biti. Rumene sorte, recimo, kar so občutljive na sonce. Drugače pa to, pri teh japonskih javorih je v Evropo iz Azije prišel en škodljivec, srečo ga še ni v Sloveniji, ne? Azijski in kitajski kozliček, ki pa uničuje, in če nima več javorov, teh japonskih in pahljačastih javorov, gre potem tudi na naše gospodarske vrste in je to en izmed bolj nevarnih škodljivcev. Ne? Aha. Drugač pa vročina direktno? Niti ne. Se pravi, pri rumenih vrstah, da mogoče, da sonce vžge, drugače pa niso občutljivi. Niso občutljivi. Ginko tudi ne? Ne, sploh ne. Ginko sploh ne. Dobro, tlele imamo bor. Ja, to je pa bor, ki je cepljena deblo in to je pač priljubljena rastlina, to se lahko sadi v lonce, pred hišo, ob vhodna vrata, v peščene grede. Uporabno, višina debla ostane enaka, krošnja pa se veča. Vsako leto malo več, lahko se malo tudi oblikuje, ampak to so počasi rastoče rastline, tako kot sem rekla, uporabne za več namenov, predvsem pa za take bolj minimalistične zasaditve. Tole, to je zimzeleno? To je pušpan, ki ga zdaj nažalost
Se vrača nazaj? Ne, žal ima tudi škodljivca, pušpanovo veščo. Vešča, ki je prišla par let nazaj. Zato moramo biti pazljivi, če si kaj takega nasadimo v vrtu. Je pa lepa, zanimiva rastlina. Bolj poznamo pušpane, ki so samo v zeleni barvi, a ne ta pač pisana. Zelo lep, zelo lep. In zelo pomembno je torej opazovati, ko se začne torej gosenice, pušpanove vešče, kar pridno poje, tako žal. In to zelo, zelo biti pridni. Jaz vem, da to ta kar skrben mora biti. Večina se zdaj raje odpove temu, kot pa da bi škorpili. Vsi smo malo bolj osveščeni, kar je tudi prav, da pač si čim manj zastrupljamo okolje z raznimi škropivi. Torej, raje manj, oziroma raje ne kot ja. Tako. Tisti, ki mu je to znano in ve, kako s tem postopati, drugače pa rajše ne. Marina, hvala za nasvet. In mi je tako všeč, da, veš kaj, da se tudi ne silijo neke rastline, noter pa v ozadju vedo, kaj bo povzročalo to ljudem in to ni dobro, ne? To, tako kot sem že prej poudarila, ljudi vedno upozorimo na razne probleme, ki so lahko mogoče s kakšno rastlino povezani. To se pravi, to so tisti nasveti, ki jih mi dajemo, ker pač rastline poznamo. Odlično. Tukaj je pa, bom rekla, ta nizki, ne? Ja, tale bor je pa grek, to je sorta, in je tudi taki mali. Kot sem rekla, ti mini iglavci so v bistvu iglavci, ki so lahko primerni za vsak vrst. Zelo lep in tudi malo bolj mehek, kot tale. To je sorta Strobus, v bistvu so to ameriški bori, 5-iglični bori. Zraste kako? Pri nas so običajni 2-3 iglični, ti imajo pa v šopku 5 iglic. Mali ostane. Mali, tako. Lepo za skalnjake. Tudi lahko, ja. Za to. Tudi, te vprašam, tudi za pokopališče? Ja, absolutno. Za pokopališče, ne? Tam so predvsem primerni manjši iglavci, če želimo zimzeleno rastlino, pa da počasi raste. Lepo. Tole je rastlinica, ki seveda je trajnica absolutno in potem po zimi. No, mogoče ena stvar, ki smo jo pozabili poudariti. V naši drevesnici imamo vse rastline, ki so trajne rastline, to se pravi, nimamo enoletnic. Trajnice, zato sem prej omenila trajnica, ne? Kaj daš noter, ne? Tole, ko smo gledali, tole je hojhera oziroma iskrivka in to je skupina rastlin, ki je zelo dekorativna zaradi svojih listov. In pa tudi cvetov, ne? Tudi cvetijo. So pa tudi zelene barve? Zelene, rumene, pisane, tako in drugače, skratka zelo uporabne. No, tole pa ena res zanimiva cvetove oziroma plodove moramo pokazati čisto od blizu. Te rastlini se pa reče lepoplotka. Lepoplotka, si pa res lepa, moja draga dama, ne? Ta je v jeseni zelo dekorativna zaradi teh svojih plodov in ti ostanejo tudi še zelo dolgo, ko že listi odpadejo, so plodovi še vedno na vejicah. Tole je jesenska anemona, to so trajnice, ki cvetijo zdaj pozno v jeseni. So recimo višine tam meter pa več ali pa manjše, roza, bele, zelo dolgo, zelo bogato in hvaležno cvetijo. Tule od spredi imamo pa vresje. Različnih barv, velikosti. Vresje so pa tudi jesenske in spomladanske. Te, ki imamo tu, so vse jesenske rese. Aha, imamo torej prav jesenske in pa spomladanske. Na to moramo biti pazljivi. Tako. Kaj to pomeni? Ja, spomladanska cveti spomladi, jesenska v jeseni. Po videu sta si pa podobni, to je tudi jesenska. Jesenska, ne? To moramo biti pazljivi, da ne damo, ne? Spomladanske so zelo hvaležne, ker cvetijo praktično od januarja pa do maja. In to je zelo dolgo obdobje. Tole je tudi trajnica, ki pride jesenska astra, v lep grm, a ne tako zraste? Te so male, drugače so pa lahko tudi visoke do metra. Do metra. A je to rožica naših babic pa staršev? Meni se zdi, da jih že celo večnost vidim v vrtovih. Astre so pa res že stara skupina, ja. Vse pa zaradi vrtnarjev, ki delajo vedno neka nova križanja, delajo nove sorte, nove selekcije, ko so mogoče drugačne barve, drugačne višine rasti, drugačen razrast, to se pravi bolj kompaktne, manj kompaktne.
No, tale je pa čist moja. Oprosti, to je pa meni toliko lepo, ker tudi moji sosedje, jaz ga imam, občudujejo tole. Najprej je čistko zelene barve, Ja, potem je pa v jeseni rdeč. živo rdeč in se vidi, glej, skoraj z aviona. To je trdoleska. Trdoleska. Tako. Ja. Občutljiva? Ne. Sploh ne. Sploh ne. Raste počasi, to se pravi spet primerna za vsak vrt. Ja, ja. Ampak ne zraste pa tako visoko, ne? To je kot grm. To je mala. Ta vrsta je mala, oziroma sorta. Ok, greva naprej. Vlado, a boš ti nadaljeval ali Marina nadaljuje? Kaj bo bolje? Jaz sem privezan tule, ne? Si privezan. Greva naprej, Marina, no? Tamle imava spet te, To so iskrivke, to so pa hortenzije, kot vidite, še vedno cvetijo. To je, kako ti temu praviš? Kakšna nepozebna ali kako? To je latasta hortenzija. Latasta? Aha, tisto nepozebno je pa tista bolj... To je sorta Vanilla Frajske, zelo zanimiva. Sprva ima bele cvetove, potem ima roza, potem pa prebarva je že skoraj na rdečo. To je zdaj en mali grmiček, drugače so to večje rastline, meter pa še kaj in bogate s cvetom. Tudi jaz imam to. In moram povedati, da pogledajte zdaj pa te liste, ne? To so zeleni listi, bomo pokazali, vmes pa že oranžni. In ko je to barvna kombinacija zdaj v jeseni, je res to, bom rekla, paša za oči. Tako. Zanimiva je tudi tale hortenzija, te pa pravimo hrastovo listna, ker spominja po obliki lista na hrast. Ta ima prej čez leto tudi zelene liste, pa bele cvetove, zelo velike, zelo dolgo cveti. Stoščasti, a ne? Viš, nekaj pa že vem. No, eto. V jeseni se obarva na lepo rdečo barvo, kar je pa zelo pomembno, pa meni zelo všeč, da nikoli, ampak res nikoli ne pozebe, ker... To je ta nepozebna. Ja, te hortenzije, ki imajo tiste velike, kje pa ste cvetove, zelo rade pozebe. Tale hortenzija, hrastov listna, nikoli. To pomeni kaj zdaj, da ne pozebe? Ja, ker recimo spomladi začnejo hortenzije zelo hitro rasti in če prije kak pozn mraz, tiste pozebejo, tale ne pozebe. Ta ne pozebe, odlično. In potem bolj bogato cveti. Cveti. Tule imamo ginka, to je ta druga sorta. Ja, to je stebrast ginko. No, to je pa spet ena vrsta hortenzije, ki ima diskaste cvetove, ta je že odcvetela, cveti modro, ampak zanimiva je zaradi svoje jesenske barve. No, te pa ne poznam. Te pa ne poznam, tako da ja. No, ta je pa tudi moj. Ta je pa tudi moj, moramo enkrat pokazati, kakšno drevo to lepo zraste. Kako lepo cveti, ne? Pa kako cveti. Ta ima bele, oziroma ta ima roza cvetove, odvisno. Kaj za to pomeni, kje so beli? Tole je dren, ne? Drenov poznamo pri nas zelo veliko, ne? Ampak ti večje grmi ali pa že skoraj mala drevesa so pa japonski ali pa floridski dreni. In ta floridski cveti je roza, japonski pa belo. In to je, tlele nimam slika, bi rada dala dol, pa mi ne gre. To je cvet pri cvetu, Marina. To morate imeti. Jaz pravim, da to, a je to pa... To je zelo posebna rastlina. Posebna. Ja. To je drevo, ki zraste in pol tudi listov ne vidiš. Jaz občudujem vašo belo. In tiste jaz nimam, veš. Zanimivo za drene, kar bi bilo pa treba poudariti, je tudi to, da zdaj v jeseni na rdeče pobarva, prej pa zelena. A je občutljiv ta japonski pa floridski? Ne. Floridski še posebej ne. Še ne. Kar me je presenetilo. Je pa zanimivo, da je pa odvisno od letine, bi tako temu rekla, kako se, bom rekla, to se oprašija, ne? Ker lani nisem imela nič cvetov. Ker je verjetno tvoj pozebo, če ni bil floridski. Ta je bil, ker ga imam rdečega. In cvet dva. Aha, da je manj cvetelo. Več pa ni bilo. Pri tebi sem ti bila kar fovš onga, belega. Ja, za ta dren bi bilo še prav, da poudarimo, da naredi še v jeseni plodove. Takele okrogle drnulje, roza pobarva. Ki so užitni ali ne? Užitni. Občudovali bomo vrtove, seveda potem tudi spomladi, ko se bomo tudi podali v vaš vrt, da kaj še posnamemo. Zdaj si privoščimo pred oglasem malce glasbe, potem pa gremo naprej.
smo, igramo, pojemo, poskočnih polk in valčkov polnjemi. Zato prijatelji, odprite vrata vsi, prinašamo veselje in nasmeh. Slovenski zvoki smo, igramo, pojemo, poskočnih polk in valčkov polnjemi. Zato prijatelji, odprite vrata vsi, prinašamo veselje in nasmeh. Zato prijatelji, odprite vrata vsi, prinašamo veselje in nasmeh. Takole smo skupaj, zdaj bodo sledili kratki oglasi, potem pa izžrebamo dva tista, ki bosta torej dobila darilni bon v vrednosti 25 evrov drevesnice Omorika. Oglasi. Dobrodošli v drevesnici Omorika z več kot 40-letno tradicijo pri vzgoji sadik. Izkušnje drevesničarjev so združili v strokovno in skrbno vzgojo močnih in kakovostnih rastlin. Na površini 15 hektarjev vzgajajo široko paleto okrasnih kot tudi gozdnih sadik v trdnih klimatskih pogojih, zato so primerne za nadaljnjo rast kjerkoli v Sloveniji. Večina sadik, ki jih prodajajo, so iz lastne vzgoje. V njihovem prodajnem centru se lahko sprehodite med zimzelenimi in cvetočimi rastlinami in izberete sadike, ki bodo dolga leta kresile vaš vrt in okolico. Ponujajo pestro paleto različnih sadik, ki jih vzgajajo sami in jim pravijo naše, slovensko. Med njimi lahko najdete cvetoče grmovnice, trajnice, plezavke, pokrovne rastline, vrtnice, rododendrone, azaleje, iglavce in listavce za živo mejo, sadike listavcev in iglavcev za pogozdovanje, sadike sadnega drevja, vse vzgojeno z ljubeznijo in veliko mero strokovnega znanja. Prav tako načrtujejo, urejujejo in vzdržujejo okolico zasebnih hiš, poslovnih stavb, javnih nasadov in parkov. Ureditveni načrt izdelajo na osnovi vaših želja in njihovega strokovnega znanja. V drevesnici Omorika vam svetujejo pri izbiri, sajenju in negi rastlin ne le za ureditev okrasnega dela vrta, ampak tudi za sadovnjake in večje parke. Veselijo se vašega obiska na Koroški cesti na Muti. Za vse prave vrtnarske nasvete pa jih lahko pokličete po telefonu ali pa pišete na njihov spletni naslov. Strokovnost in kvaliteta je njihovo vodilo. Drevesnica Omorika. Takole, Marina, še zadnji trenutki naše oddaje, da povabimo vse naše gledalke in gledalce, torej vašo drevesnico. Tako, vsi dobrodošli, za vsakega se potrudimo, vsakmu svetujemo. Izbira je pa tako velika, da sem prepričana, da bo vsak navdušen. Od trajnic cvetočih do cvetočih grmovnic, raznega drevja za drevorede, za drevo, za senco, iglavce imamo krasne, sadike za žive meje, skratka, zdaj že skoraj lahko rečemo ni da ni. Ni da ni. Bogata bo seveda tudi vaša zbirka, Vlado, a ne? Knjižnica, ki jo zdaj delate pri vas v drevesnici Omorika. Knjižnica, policija samo, ne, da več knjižnica je že bogata, ja, tako da vsebuje okoli 800 različnih enot knjig z področja hortikulture, pa seveda strokovne revije, ki smo jih se zdaj razporedili. Tako da je
Kaj to pomeni, da vsi tisti, ki bomo prišli tja, si bomo lahko odšli to pogledati, prebrati, kako je s tem? Ali ne, ali to samo za vaše arhivo? To bolj za naše, tam, ker ni taka javna knjižnica, ampak je čisto za lastne potrebe, ne. Je pa kar bogata, večinoma literature je pač v angleščini in nemščini, žal v slovenščini. Tega ni? Ja, bolj malo je bilo, ampak moram pa pohvaliti za tiste avtorje, ko so narekovajo bolj pismeni, da se je začelo tudi pisati kar precej v Sloveniji. Lepo. Drevesnica Omorika, ki ponuja res pester nabor, torej predvsem trajnih rastlin, torej poudarek vlada na trajnice. To ste vi, ne? Ja, trajne rastline, to je drevnina. Drevnina pomeni to drevesa in grmovnice, pa trajnice. Vse tisto, kar je, bom rekel, toliko več kot 2 leti. Ja, več kot 2 leti torej, da raste in okrašuje torej naše domove. Specialisti ste, Vlado, za zasaditve, za urejanje okolic, a ne? Ja, mi imamo v bistvu v naši drevesnici od načrta do izvedbe, kar se okrasnega tiče, okrasnega dela, pa seveda potem tudi gozdni del, tam pa je vzgoja sadik gozdnega drevja. Moram pa reči, da je zelo pestra izbira tudi tam. Tako da pri okrasnem delu, tako se rekel, od načrta do izvedbe, načrtuje tam Marina pa hčerka, ostalo pač ostali delamo. Pa ostali delate, ne? Ja, specialisti ste res na tem področju, tradicija, Marina, že koliko let drevesnica Omorika? To je pa že od leta 1991, drugo leto 30 let. 30 let. Okrasnega dela, doveč gozdnega dela je pa že od leta 63. Je to tradicija, ki ste jo prevzeli od koga, ali je to čisto vajn projekt? Okrasni del, ja. Okrasni del je čisto najen projekt, oziroma nosi smo partnerje že 40 let, da lahko rečem, da smo kar skupaj načrtovali. Ta okrasni del gozdno je pač prevzem že prej, ampak pestrost te izbire, včasih se je bolj več ali manj vzgajalo samo smreko, je pa potem se pester izbor teh gozdnega drevja tudi razširil. Tako. Marina, še enkrat torej povabilo vsem našim gledalkam, gledalcem, da pridejo na Koroško, da si pogledajo prelepo Koroško, vaš prečudovit vrt, park ne nazadnje in pa seveda okolico, kjer drevesnica Omorika torej deluje. Ja, vsi dobrodošli. Bi pa bilo prav, da poudarimo še nekaj, kar sva se prej pogovarjali, pa veliko govorili o ginkih. Darja in Polonca, ko razveseljujete svojimi, Klaudija in Polonca, ko razveseljujete svojimi prelepimi nastopi z svojim krasnim petjem poroke ali pa kakšna druga svečana slavja, tudi poudarjata večkrat, poudarjata ginko, tako kot sem rekla, to je iz naše drevesnice, kot smo rekli, to je drevo za veliko simbolno vrednostjo, ima zdravilne lastnosti za svojo trdoživostjo, pa tudi mislim, da najbolj sporoča, da vsi, ki ga dobijo za darilo, da jim želimo tudi, da bi bili tako trdoživi, kot je ta rastlina. Tako da jaz sem vesela, da si to Marina poudarila. Res sem vesela, da Klaudija in pa jaz prideva vedno k tebi, vašo drevesnico, odlično sodelujemo in za vse tiste, ki seveda se bodo poročili, se poročajo, pripravimo eno darilo. Darilo, ki ni ne čokolada, ki ni ne krožnik, ki ni ne porcelan, ampak je nekaj takega, kar ostane, ker lahko par seveda svojo družinico zasadi, posadi in seveda še potem na mnoga leta obuja spomine. In vaše rastlinice so lahko tudi kot lepo darilo. Tako, in meni je v veliko veselje, ko ugotavljam, da so ljudje začeli zasejevati recimo ali dreves ali kakšno drugo rastlino kot darilo ob rojstvu vnuka, ob rojstvu otroka. To je včasih bilo zelo cenjeno in včasih se je tako delalo. Tako, pa mi je tudi zelo všeč, ko se proslavljajo
50-letnice, 60-letnice, da namesto maja, ali kako se reče temu drevesu, posadijo drevo, ki ostane. Ostane je potem za spomin. Takole, prisrčno dobrodošli v drevesnici Omorika, torej na Muti. Zdajle pa bomo seveda izžrebali, tik pred koncem smo, kako hitro gre čas, izžrebali torej 2 nagradi, vama kar predam tole in prva nagrada, druga nagrada gre pa seveda kam. Evo, 2 darila Bora danes podelimo, Marina, kam gre, boš znala prebrati? Gospe Dragici v Arclin. Arclin in pa? Frida Laško. Bravo, torej iskrene čestitke, Frida in pa seveda gospa iz Arclina. Vas tekom seveda tega tedna pokličemo in se dogovorimo torej za darilni bon, ki ga boste seveda porabili v drevesnici Omorika. Takole, zdaj pa, kaj, sladki konec bi ti mo rekli, češnja na torto. Lepo mi je bilo v vajni družbi. Za konec si bomo še privoščili en glasbeni spot, rekli nasvidenje. Vama pa prisrčno dobrodošlico potem izrekam še ob naslednjem prihodu, ko boste prišla, se že veselim. Z veseljem tudi, z najne strani. Tako, lepo se smejte, draga moja družba, veliko se smejte, danes je nedelja, izkoristite dan za konec glasba, srečno in nasvidenje do prihodnič. Drag
Hvala.